Pozdravljeni! Začenjamo s posebej veselo novico. Destinacija Jeruzalem Slovenija je s poslovnim modelom razpršeni hotel minuli teden na prestižni turistični borzi v Berlinu, ki velja za najpomembnejši svetovni dogodek na področju turizma, v kategoriji destinacijski menedžment osvojila prvo mesto. Gre za izjemen mednarodni uspeh in dokaz, da se destinacija Jeruzalem Slovenija lahko kosa tudi z najboljšimi, morda bolj prepoznavnimi trajnostnimi destinacijami na svetu. Gre za 3-dnevni dogodek v Berlinu, ki predstavlja eno največjih in najpomembnejših turističnih borz na svetu, v okviru katere razglasijo 100 najboljših trajnostnih zgodb na svetu za minulo leto, razdeljenih v 6 kategorij. Letos se je predstavilo 5800 turističnih ponudnikov iz 170 držav. Slovenija je pod okriljem Slovenske turistične organizacije sodelovala skupaj s 27 slovenskimi turističnimi destinacijami in ponudniki in prejela 8 nagrad oziroma priznanj v različnih kategorijah. Ampak prvič prvo mesto, ki pa ga je letos za najboljšo destinacijo v kategoriji upravljanja trajnosti prejela destinacija Jeruzalem Slovenija, in sicer za poslovni model razpršeni hotel. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož navdušenja ne skriva. V torek 4. marca na največji svetovni turistični borzi se ob 18. uri začela podelitev Green Destinations nagrad. Vedeli smo, da smo kar visoko uvrščeni med prvimi 3, to nam je bilo dano, ampak nobeno mesto ni bilo tako rekoč izdano. Bili pa smo kar med favoriti. V redu, potem tam sedimo, napovejo 3. mesto, se misli, da bomo 3. Taka ena destinacija, kot smo mi, ko vidiš druge destinacije, ki so res prepoznavne, ko namenijo milijone za produkte, za razvoj turizma, za promocijo, mi pa v teh borih, tako rekoč lansko leto smo namenili 85 000 evrov za promocijo naše destinacije, seveda za razvoj produktov še nekaj več namenimo. Ampak ko tam sediš, mislim, dobro, v redu so nam vsaj dali nam 3. mesto. 3. mesto, Laos, nič. Potem se reče, potem imam vsaj drugo mesto, gre v Avstralijo. Te pa kar tam sedim, pa zdaj, čakaj malo, te pa še za mano mesto ostalo, ne prvo. Potem pa smo bili prve. Proglasijo, razglasijo, ploskajo, vriskajo, potem sem pa šel po nagrado, seveda z ponosom, da sem lahko zastopal destinacijo Jeruzalem Slovenijo in vse, ki tukaj živimo in vse, ki smo pripomogli k temu res velikemu uspehu. 19 ocenjevalcev je bilo v komisiji. Je šlo stotine projektov skozi in zgleda, da je ta razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija, ta poslovni model, trajnostni model, prepričal po mojem vseh 19. Ali pa rečemo vsaj 10 od 19. Ampak to je večina, kakorkoli že, moglo pa jih je več. Res za zgodbo, ki je trajnostno naravnana in tako rekoč priznana v svetovnem merilu, da smo v upravljanju z destinacij, s poslovnim modelom razpršenega hotela Jeruzalem Slovenija dosegli vrhunec. Se pravi, ni bilo lansko leto boljšega na svetu. No, pravzaprav, vemo seveda, da je bilo vloženo veliko truda, v ta razpršeni hotel, da je pravzaprav to vse skupaj začelo potekati tako, kot je treba, ampak zanimivo je predvsem to, da torej na svetu ni boljšega, To je tisto, kar preseneča. Vse destinacije na svetu imajo možnost prijaviti svoj, kjer je 6 kategorij. Imaš možnost prijaviti vsako kategorijo po 3 zadeve, po 3 prijave, 4, 5, kakorkoli že. Mi smo zdaj vsako leto imeli 2022, 2023 in 2024 smo prijavili razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija. In izkazalo se je, da v letu 2024 ni bilo boljšega trajnostnega poslovnega modela za upravljanje z destinacij, kot je bil naš. In zato smo dobili res to prvo mesto. In
Destinacija Jeruzalem Slovenija je edina destinacija v Sloveniji, ki je kadarkoli dosegla prvo mesto, ne glede na kategorijo. Nobena druga destinacija, dobro vemo, da imamo dosti bolj močne, pa ne znate destinacije tukaj v Sloveniji, ampak takega priznanja ni dobila nobena. Pravzaprav vam lahko samo čestitamo in naj vam torej bo to spodbuda za delo naprej. Najbrž vam tudi bo, ne? Ja, seveda, to je velika odgovornost, nalaga nam, da še naprej delamo v trajnosti, da naprej razvijamo produkte, da naprej gradimo razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija. Ampak kot že rečeno, brez 3 občin ustanoviteljic, občine Ormož, središča ob Dravi, Svetega Tomaža, brez razvojno-raziskovalnega centra, brez zunanjih izvajalcev, med katerimi je najpomembnejši Provital in seveda njegova direktorica, doktorica Tanja Lešnik-Štuhec, ki je razvila ta model, in pa vseh ostalih, ki smo na tem delali, pa tudi ponudnikov, se pravi deležnikov, ki so se vklopili v razpršeni hotel, ki so tu videli nekako zgodbo, pa tudi vas, prebivalcev destinacije Jeruzalem Slovenije in tudi turistov, ki pač ponesejo glas destinacije Jeruzalem v svet, tega ne bi bilo, nas ne bi bilo. Zdaj smo pa res na svetovnem turističnem zemljevidu trajnostnih destinacij, višje ni šlo, prišli smo res do stropa in se lahko primerjamo z najbolj prepoznavnimi trajnostnimi destinacijami na svetu, ki so bolj znane kot pa mi. Ampak to nas je poneslo res na sam vrh ne samo trajnostnih destinacij, ampak tudi ostalih svetovnih turističnih destinacij, kajti nagrada je bila podeljena v sklopu največje svetovne turistične borze v Berlinu. To je praktično vrhunec, ne, in to se tam podeljuje. Tako da je to res veliko priznanje za nas vse, ki še bomo naprej delali na trajnostnem turizmu in za razvoj destinacije Jeruzalem Slovenija, da nam bo boljše. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož je letos v konkurenci turističnih ponud z destinacijo Jeruzalem Slovenija sodeloval tretjič. 22 smo prijavili počivališča za avtodoma, 23 smo prijavili lagune ormoške, leta 24 pa smo prijavili razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija, kaj smo ga 23 končali. Tak je, to se pravi, moraš prijaviti produkte 1 leto za nazaj, ker do aprila tekočega leta prijaviš tisto, kaj si naredil. In potem to vse dokazuješ z opisom, prijavo narediš, prijavo za kandidaturo na vse te 3 razpise v okviru te priznane, ugledne, reprezentativne organizacije Green Destination smo pa delali mi v zavodu našem, delala je Maruša Mohorko, sodelavka. Ta angleška prijava, pa jaz sem še ti malo pomagal. Zdaj imate že v planu kaj za drugo leto? Letos moramo prijaviti, letos do konca aprila moramo prijaviti zgodbo. Zdaj moramo razmisliti, kaj bi bilo, kaj kategorije več, pa da vidimo, kaj bi bilo. Kajti ni vsaka zgodba, ki jo prijaviš med 100 trajnostnimi zgodbami. Zgodb je dosti več prijavljenih. Vemo, da je že 60 držav in dosti več je zgodb prijavljenih, potem pa le redke dobijo, se pravi, od teh prijavljenih dobi 100, potem pa se še delijo na kategorije. Oni najprej zberejo 100 zgodb, potem pa na kategorije delijo. To pomeni, da je to tudi kakšna denarna nagrada potem? Ne, denarne nagrade ni bilo, mi niti nismo nič plačali za oceno, nič za za nominacijo, čist nič. Naša naloga je sama bila, pa tudi naloga vseh ostalih destinacij je, da prijavijo svojo zgodbo. Mi pa nismo trebali nič plačati, ker smo že v sklopu zelene sheme slovenskega turizma in imamo srebrni znak. Zato nam ni bilo potrebno plačati ocenjevanje, kajti to ocenjuje 19 ocenjevalcev, veste, to so takšne in drugačne obveznosti, seveda morajo biti plačani, ampak mi nismo za to nagrado nič plačali, da so nas tako visoko uvrstili, praktično najvišje. V kategoriji upravljanje destinacij, kjer se ocenjuje učinkovito upravljanje s strategijami upravljanja obiskovalcev in sodelovalnimi ukrepi, je za nagrade poleg destinacije Jeruzalem Slovenija bilo nominiranih še 5 destinacij, in sicer iz Avstralije, Laosa, Tajvana, Peruja in Hrvaške. Tretje mesto je prejelo mesto tradicionalne laoške kulturne dediščine v državi Laos. Drugo, ena izmed slikovitih obal v Avstraliji.
In prvo mesto torej poslovni model razpršeni hotel destinacije Jeruzalem. Sedaj pa med šolarje. V okviru razširjenega programa na osnovni šoli Ormož deluje tudi ekipa mladih raziskovalcev, robotikov in ljubiteljev Lego kock, ki se po uspešni uvrstitvi na regijski First Lego ligi v Velenju odpravljajo tudi na državno tekmovanje v Koper. Obiskali smo jih na eni izmed zadnjih priprav na tekmovanje in še enkrat ugotovili, da strokovnjakov, ki bodo kos tehnološkim izzivom 21. stoletja, ne bo zmanjkalo. Ekipo sestavlja 6 šolarjev in 2 mentorja učitelja matematike. Ekipa se je poimenovala Jeruzalemčki in se skozi sodelovanje v First Lego ligi seznanja z znanostjo in uporabo tehnologij v koristne namene ter preizkuša v samoiniciativnosti, podjetnosti, ustvarjalnosti ter timskem delu. Osnovna šola Ormož je letošnje šolsko leto v projekt First Lego liga vključena drugič. Sicer pa projekt že vse od leta 2011 izvaja organizacija Super Glavce po licenci First in Lego Group. Tekmovalni program je razdeljen v 3 kategorije za učence in dijake od 10. do 17. leta in se imenujejo izzivalci. Za učence od 6. do 10. leta, ki so raziskovalci, ter za otroke od 4. do 6. leta odkrivalci. Ekipa Jeruzalemčki osnovne šole Ormož tekmuje v First Lego ligi izzivalci. Tema letošnjega izziva se imenuje Submerged, po slovensko potopljen, in je usmerjena v raziskovanje oceanov in reševanje težav, ki so povezani s poklici, ki se ukvarjajo z raziskovanjem oceanov. Letošnja misija, v bistvu izziv je pod gladino, gre za raziskovanje oceanov, poklicev, ki so ga mogli nekako učenci raziskati preko inovacijskega projekta, in tudi misije, ki se tukaj nahajajo, so bolj oceanske narave. Izbrali ste torej katero misijo, katero področje? Ja, glede inovacijskega projekta so učenci izbrali oceanskega meteorologa. Našli so njegovo težavo, torej njihovo težavo pomanjkanja podatkov, in na podlagi tega so se odločili, da bodo v bistvu si izmislili in razvijali pametno samooskrbno bojo oceansko. Seveda bodo povedali, kako je to vse skupaj potekalo, nas pa zanima torej, kako sploh poteka, kako sploh lahko pridete do tekmovanja. Ja, v ta projekt gre za program, v bistvu mednarodni program, ki zajema znanost, tehnologijo, umetnost, matematiko in nekako zajema razvoj celostnega otroka, učenca. Prijavili smo se na začetku šolskega leta in potem je treba pač se pripraviti najprej na regijsko tekmovanje in potem, če smo uspešni, tudi na državno. Torej se dovolj pripravljate, kako tak krožek, obšolska dejavnost poteka, kolikokrat se srečujete? Ja, moram reči, v letošnjem šolskem letu smo ogromno časa se pripravljali, imeli smo vsak torek po 3 šolske ure popoldan, tako da je naneslo na koncu kar ogromno ur, pa učenci so bili zelo, zelo pridni, moram reči, in zavzeti. Naš inovacijski projekt je bila pametna boja, ki pač zbira podatke za oceanskega meteorologa. Različne podatke, kako so naprimer, kako globoko je morje, kaj vse se skriva pod morjem in različne druge podatke, ter s temi podatki tudi lahko načrtujemo oziroma predvidevamo, kakšni cikloni ali pa vsi vremenski pojavi bodo, da lahko napovemo hude vremenske pojave, da lahko tudi ljudje na kopnem hitro evakuiramo in ne bo tako smrtnih poškodb. Torej, mi smo imeli, naš inovacijski projekt je bil, da bi naredili samooskrbno bojo, in imeli smo v bistvu 3 ideje in ta tretja je ravno Poseidon 3, zato smo ga tudi takoj ravno poimenovali. No in kakšne specifike ima? Torej, je samooskrbna, pomeni, da ima na sebi dron, potem je povezana s satelitom, napaja se preko sončnih celic in ima hidrodinamični generator. Na sebi ima veliko senzorjev, ko so pH vrednost,
kisik, temperatura, slanost in tako dalje. Ima še globokomorsko sondo in globokomorsko podmornico. No in zakaj je namenjena? Torej, namenjena bi bila, da bi jo postavili nekje na kakih delih oceana, kjer ni tako še raziskano območje in s tem bi torej pridobili pomembne in zelo uporabne torej informacije glede morja, tokov in tako dalje. Torej, vremenskih razmer najbrž, ne? Ja. Kakšnem uspehu se nadejate na tekmovanju? Ste veliko trenirali? Trenirali smo veliko, upamo na čim boljši rezultat in ja. Da bi šli v Ameriko, ne? Ja. Inovacijski projekt ormoških šolarjev Boja je sicer drugi del tekmovanja. Tekmovanje namreč poteka v 4 delih. Prvi del, ki je verjetno najzahtevnejši, pa je tekma robotov, kjer vsaka ekipa rešuje posamezne misije na posebej izdelani mizi, na kateri je postavljen poligon s 15 različnimi nalogami, ki jih mora programiran robot vsake ekipe izvesti oziroma opraviti. Prav za ta prvi del tekmovanja se je ekipa še posebej pozorno pripravljala. Postopek opiše mentor. Najprej je treba ustvariti neko strategijo, potem, ko imamo neko strategijo, kako bomo robota vozili na mizi, potem je naslednji korak robota seveda sestaviti. Mi zdaj uporabljamo drugo verzijo robota, oziroma celo tretjo, če še štejemo lanske. In potem, ko smo nekako robota naredili, je bila na vrsti izdelava nastavkov in zdaj seveda za vsako misijo ali pa za 2 misiji skupaj delamo nastavke in potem seveda vse skupaj sprogramiramo, da v bistvu robot avtonomno vozi po tej mizi. Kako pridobite program? Ja, zato se uporablja ena aplikacija, zdaj možnosti sta 2, nekateri se odločijo za računalniško, mi imamo Android aplikacijo Spike, preko katere torej se povežemo z Bluetoothom na robota in potem zložimo program, temu se reče blok programiranja v bistvu, ki blok po blok zlagajo naši otroci, naši učenci in potem smiselno zložijo tako, da robot opravi misijo. Kako jim gre? Kako ocenjujete njihovo delo? So zelo dobri, so nadebudni, radi prihajajo to predvsem in se zabavajo, ne. To je tisto, kar šteje, hkrati pa se seveda z vidika nekaj tudi naučijo, ne, se pravi, nekateri bodo mogoče tudi v prihodnosti, kaki programerji, kaki strojniki, ustvarjalci, kreativci, ne, in to jim vse pride prav. Kakšna predznanja so potrebna? Ja, zdaj praktično, če prideš k nam, ne rabiš nekega predznanja, mi imamo tukaj strukturirano od 7. do 9. razreda, tako da se lahko v bistvu tukaj tudi naučiš. Imamo pa na šoli možnost RAP delavnic, tam se že v 4. razredu začnejo učiti programiranje in pa v 1. razredu, ko že otroci pri podaljšanem bivanju sestavljajo Lego kocke, tako da to je to. Zakaj te veseli biti zraven? Predvsem, ker je zelo zabavno, pa zanimivo in se zelo dosti naučimo. Kje pa ste pridobili nekatere podatke, ki so torej pomembni za obstoj na morju? Podatke smo pridobili s pomočjo interneta in različnih družabnih omrežij. Nekaj podatkov smo tudi pridobili z oddajami raziskovalnimi po televiziji. To je to. Ja, tudi na Arso vidim, da ste klicali najbrž, ne, za kakšen podatek po informacijo. Tudi, ja. Aha. Kateri je tvoj izdelek? Ali so vsi skupinski? Večina so vsi skupinski, ja. No, kako si se lotil vsega tega? Od začetka nam povej zgodbo. Ja, začeli smo z strategijo, predvsem pri tekmi robotov. Nato smo vsi skupaj naredili robota, ga sprogramirali, potem smo počasi začeli programirati vse misije, istočasno pa smo tudi delali na inovacijskem projektu. Se ti zdi zanimivo? Ja, zelo. Boš kdaj recimo v to smer tudi se šolal, izobraževal in potem delal? Ja.
Tretji del tekmovanja temelji na zasnovi robota, kjer učenci predstavijo svojega robota in predstavijo, kako so ga sestavili, kako programirali, katere senzorje so uporabili in drugo. Klemen, ti si 7. razred, se ti zdi, si se veliko naučil iz tega sodelovanja? Ja, največ pa programiranje. Pa s programiranjem sem se tudi angleščino malo. Utrdil znanje, ne? Ja. Aha. No in od vsega torej te programiranje najbolj veseli. Zakaj? Ja, pač, ko zlagamo tiste bloke v kup, pa ko... No, povej nam, kako to poteka. Tiste bloke torej imate verjetno že na aplikaciji in potem izložite, recimo kako? Ja, pač začnemo z osnovnim, ko začne sploh program, potem pa nadaljuje recimo z vožnjo ali obračanjem. Dokler naredi misijo, potem ga moramo uspešno pripeljati nazaj v polje. Če se recimo zatakne, ga moramo pobrati, pa izgubimo en žeton. Ja. No in kaj je pomembno na tem tekmovanju? Hitrost ali kaj? Ali torej spretnost? Ja, pač oboje pa še natančno mora biti, da nobena postaje pač podere ali pa bi se uničila, ker izgubimo točke. Torej, točke zbiraš na tekmovanju in torej zmagovalec je tisti, ki dobi največ točk. Ja, Najmanj. tisti, ki dobi največ točk. No, kakšne so pričakovanja? Kako uspešni boste v Kopru? Ja, upamo na čim boljše. V Velenju smo bili kar dobri. Torej kaže, da bi vam lahko uspelo, ne, v soboto? Lahko. Ekipa Jeruzalemčki je s svojima mentorjama v projekt vložila veliko truda. Kot smo slišali, ne gre namreč samo za izdelavo robota iz Lego kock in programiranje robota, pač pa tudi za veliko znanja o oceanih in njihovem vplivu na vreme, ter o poklicih povezanih z njimi in drugo. Pri raziskovanju so si pomagali z različnimi viri, pravi Ema. Pomagali smo si tudi z YouTubeom, pa z Googlom, tudi povezali smo se z drugimi, ki tudi to delajo. Tebe smo pač v kup dobili to. No, kaj vam torej mladim to prinaša? Neko potrebo po raziskovanju, dodatnem učenju najbrž, ne? Ja, veliko moramo tudi doma pripraviti stvari, ki jih tam tudi predstavimo, pa tudi ideje, pa dosta takega. Četrti del tekmovanja zajema temeljne vrednote. Kot pravijo tekmovalci, so na te sodniki še najbolj pozorni. Naše temeljne vrednote so zabava, skupinsko delo, odkrivanje, inovativnost, vpliv, programiranje. In kaj je tebi najbolj zanimivo? Zabava, saj se skupaj zelo zabavamo. Verjetno je potrebnega kar veliko znanja, ne? Kje si pobrala vso to znanje, da si lahko zraven? Ja, skozi leta, ko smo že hodili k računalništvu, izbirni predmet, pa... Si razmišljala, da bi kdaj v tej smeri se tudi izobraževala naprej? Mogoče. Nekaj izkušenj z udeležbo na tekmovanju, predvsem pa z delovanjem oziroma postopki sodnikov, si je ekipa pridobila na tekmovanju v Velenju, ki je potekalo januarja. No, povej nam, kako je bilo na tekmovanju. Za kakšno tekmovanje je to šlo v Velenju? Za tekmovanje je šlo v FLL. Je bilo zelo fajn, dobri odtisi so, sicer od sodnikov glih tak ne, čeprav smo se zelo potrudili, pa imeli smo se zelo fajn, pa tudi nove prijatelje smo sklepali, pa tudi malo informacij dobili, kakšno postavo, kako pa kaj narediti. No, to je najbolj zanimivo, da se še kaj, da stakneš še kaj novega, ne, kakšno novo informacijo. V Velenju je bilo regijsko tekmovanje ali kako? Kakšno tekmovanje? Regijsko je bilo, zato ker so prvo morali iz vseh strani, se morajo zbrati najboljši in zdaj državno, tisti, kjer je pa zmaga na državno oziroma prvi trije, dva bodo povabljeni, eni pa prvi pa bodo šli direkt v Texas, Amerika.
To bi bilo fajn, ne? Ja, fajn bi bilo dobra izkušnja. No, povej mi, kaj tebe najbolj veseli recimo pri tem tukaj sodelovanje pri krožku tem? Najbolj me veseli pač Lego kocke, ker jih razgledam, ker me pomirjajo, pa tudi, ker imam dobre prijatelje tu, pa ker jih poznam, pa se družimo v kupu. In kaj recimo od vsega ti je bilo najtežje tukaj, ko ste to spravljali skupaj? Najtežje pa mi je bilo učenje inovacijskega projekta, ker ga osebno glih nimam takrat, ampak se mi ga je fajn naučiti, ker potem pridobimo veliko točk, pa da je ekipa lahko še več zrasla. S upanjem, da se bo ves trud Jeruzalemčkov obrestoval, jim samo lahko zaželimo veliko uspeha, tudi na državnem tekmovanju. Občina Ormož in Javni zavod za turizem, kulturo in šport sta bila organizatorja slovesne podelitve priznanj za športne dosežke v letu 2024. Podeljenih je bilo 56 priznanj. Športnica in športnik leta 2024 sta postala strelka Urška Kuharič in atlet Blaž Orešnik. Najuspešnejša ženska ekipa so postale strelke ormoškega kovinarja. Najuspešnejša moška ekipa pa so postali rokometaši Jeruzalema. Posthumno je bilo podeljeno tudi priznanje za življenjsko delo Danilu Korotaju, članu kluba borilnih veščin Ormož. Priznanje je prevzel brat Milan. Živi si narodi, ki krepeni dočakat dan, da koder sonce rodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak nevrak, le sosed dvomejak. Da rojak prost bo vsak nevrak, le sosed nevrak, le sosed dvomejak. Uvodoma so se na prireditvi za minuto molka spomnili na nedavno preminula velika ormoška športnika Danila Korotaja in Martina Hebarja. Prireditev je vodila Anita Kosec, za kulturni program sta poskrbela Maja Gajser in Domen Obilčnik. Po običaju je najprej sledil govor župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka, ki se pred polno dvorano Doma kulture zahvalil vsem nagrajencem in tudi preostalim športnikom, ki se neutrudno trudijo po svojih najboljših močeh. Kot župan, tudi kot ljubitelj športa lahko rečem, da se je veliko dogajalo na področju športa. Marsikatera stvar nas je povezala, sodelovali smo na polno, živeli smo Evropo, živeli smo državna prvenstva. Naše odlične športnike, športnice gledali preko TV zaslonov, ponosno in spoštovanjem, in to je tisto, kar nas krasi v našem lepem mestu Ormož, kot naši občini Ormož. Jaz mislim, da si z tem velikim ponosom do športa lahko zaslužimo izjemno zahvalo in verjamem, da bomo tudi v takem tempu tudi naprej sledili. Kot je bilo povedano, šport je veliko, veliko pomeni tudi za našo lokalno skupnost in šport je tisto, ki poleg povezovanja, poleg sodelovanja nas uči marsikatero veščino, ki jo lahko uporabimo v našem življenju, od vztrajnosti, motivacije, spoštovanja določenih pravil, timskega dela in še bi lahko naštevali. Šport je tudi tista dejavnost, tista stvar, ki nam zapolni naš prosti čas in kar je ključno, nas tudi nekako popelje do pozitivnih vrednot, ki jih živimo skozi življenje in to je tisto, na kar ne smemo pozabiti, kar moramo absolutno spodbujati. Občina Ormož se tudi v lanskem letu lahko ponaša s številnimi športnimi uspehi, ki so plod trdega dela posameznikov in organizacij. Po zaslugi le-teh je mesto Ormož prepoznavno v Sloveniji, kakor izven meja naše države, kot mesto izjemnih športnikov, klubov, organizacij. Najboljši ekipi minulega leta sta postali ženska članska ekipa Strelskega društva Kovinar Ormož v zasedbi Eva Petek, Nuša Žnidarič in Urška Kuharič in moška članska ekipa rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Najboljša športnika sta postala strelka Urška Kuharič in atlet Blaž Orešnik.
Nagrado za življenjsko delo na področju športa je posthumno prejel Danilo Korotaj, klub borilnih veščin Ormož. Danila se spominjamo kot aktivnega na številnih področjih, ne samo na športnem. Zaznamovalo ga je predano delo na področju gospodarstva. Bil je član območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož, preko katere se je povezoval tudi z gospodarstveniki preko meja. Danilo Korotaj je bil še mnogo več. Bil je vojni veteran, radiometer, član prostovoljnega gasilskega društva Hardek, član pihalnega orkestra Ormož, tudi občinski svetnik občinskega sveta Ormož in podpredsednik krajevne skupnosti Ormož. Svojemu delu v občinskem svetu in krajevni skupnosti je bil izjemno predan, saj je svojo zavzetostjo in odgovornostjo pomembno prispeval k razvoju občine Ormož. Danilo je skupaj z bratom Milanom kot izjemen borec oral ledino borilnih športov. Kot tekmovalec je dosegel veliko odmevnih rezultatov. Kot član reprezentance je že leta 1983 nastopil na svetovnem prvenstvu v Londonu in zasedel 11. mesto. Nastopil je tudi na svetovnih prvenstvih v Helsinkih, Oslu, Parizu, Študgartu, Kijevu, Atlantic Cityju in Madridu, kjer je leta 1999 v kategoriji do 63 kg osvojil 5. mesto. Prav tako je nastopal na evropskih prvenstvih, zadnjič leta 2004 v Črni Gori. V času nekdanje skupne domovine je že leta 1985 v Osijeku osvojil naslov državnega podprvaka v kategoriji do 69 kg. Podprvak je bil tudi 2 leti pozneje, takrat v kategoriji do 63 kg. Na državnih prvenstvih v samostojni Sloveniji je prvič na zmagovalne stopničke stopil leta 1993, ko je bil v full kontaktu prvi, drugi in tretji, drugi v light kontaktu in državni prvak v semi kontaktu. Leto 1994 je Danilo prineslo 3 naslove državnega prvaka in 2 srebrni medalji na državnih prvenstvih. 4 naslove državnega prvaka je osvojil tudi leta 1995, ko je bil najboljši na Ptuju 2-krat, v Zagorju in doma v Ormožu. V Celju je osvojil še bron. Za izjemne uspehe je leta 1995 dobil tudi posebno priznanje Kickboxing zveze Slovenije. V tekmovalnih letih, ki so sledila, se je Danilo redno uvrščal na zmagovalni oder in osvajal medalje na državnih prvenstvih. Izjemno uspešno je bilo ponovno leto 1999, ko je na najvišjo stopničko stopil kar 3-krat. Tudi leto pozneje je osvojil 3 naslove državnega prvaka, vse v kategoriji do 63 kg. 2-krat je premagal vso konkurenco v light kontaktu, 1-krat v full kontaktu. V vseh tekmovalnih letih je Danilo nastopil tudi na številnih turnirjih doma in v tujini. Leta 2010 je za 30-letno delovanje na področju športne dejavnosti in izjemne dosežke v športu prejel plaketo občine Ormož. Ko je zaključil tekmovalno kariero, je bil dolgoletni predsednik kluba borilnih veščin Ormož. Ta je leta 2022 obeležil 40 let delovanja. Bil je član predsedstva Kickboxing zveze Slovenije. Navdušenje za ta šport je prenašal na mlajše rodove, s katerimi je kot trener nanizal številne uspehe. Danilo je bil srce in duša kluba. Svojo predanostjo in strastjo do borilnih veščin je klubu vtisnil neizbrisen pečat ter močno prispeval k njegovemu uspehu. Njegove izjemne trenerske sposobnosti in dosežki so pripeljali mnoge mlajše člane ormoškega kluba borilnih veščin do velikih športnih uspehov. Danilo Korotaj je bil in ostaja športna legenda. Lokalna skupnost mu je za njegovo udejstvovanje na številnih področjih izjemno hvaležna. Podeljenih je bilo 56 nagrad. Ogromno priznanj so prejeli tudi mladi perspektivni športniki, kar dokazuje, da se za prihodnost ormoškega športa ni za bati. Letni program športa občine Ormož za leto 2025 je ovrednoten na več kot 2 400 000 evrov. Lani 916 000 evrov. Visoka vsota med drugim zajema širitev telovadnice v Ivankovci 835 000 evrov, izgradnjo kolesarske steze v Sluševci Formin 422 000 evrov, izgradnjo kolesarske steze Podgorci Cvetkovci 341 000 evrov in izgradnjo atletske steze v Podgorci 261 000 evrov. Po prireditvi je sledilo druženje ljubiteljev športa ob dobri hrani in kapljici.
Šok terapija po menjavi trenerja Saše Prapotnika v rokometnem klubu Jeruzalem Ormož je delovala tudi na drugi tekmi odlično. Prleki so neprečakovano zmagali v Novem mestu in iz 10. mesta skočili na 9. mesto. V Ligi za obstanek bodo tako štartali z maksimalnimi 6 točkami. Nazadnje so Ormožani v Novem mestu zmagali novembra leta 2020. To je bila sezona, ko so se Ormožani na koncu sezone s 4. mestom veselili uvrstitve v Evropo. Krka pa je celo presenetljivo izpadla v prvo B ligo. Po vrnitvi v elitni rang tekmovanja leta 2022 je Krka postajala vse močnejša in bila trn v peti najboljšim klubom v državi. Med drugim tudi Ormožanom, kjer jim je večkrat prekrižala načrte v državnem prvenstvu in predvsem na pokalnih Final Fourih. Tokratna tekma je bila izjemno pomembna za obe ekipi. Krko bi zmaga lahko popeljala do 4. mesta, Ormožane do 9. mesta. Lahko rečemo, da so v igri bile 4 točke in ne samo 2 točki. V prvem polčasu sta se ekipi večkrat izmenjali v vodstvu. Nobeni pa se ni uspelo preigrati večje prednosti od 2 zadetkov. Proti zaključku prvega polčasa vse boljša predstava Jeruzalema, katerim je uspel delni izid 7-3 in prevzem vodstva z 2 goloma 14-12. Vodstvo Prlekov je bilo na račun dobre igre v obrambi in 6 obramb Filipa Ramfla. Na drugi strani je še za odtenek bolje branil domači vratar Luka Stanojlović, ki je zbral 8 obramb in preprečil še višji zaostanek svojega moštva. V 41. minuti je Tilen Kukman domače moštvo popeljal le do gola zaostanka 18-19. Sledile so minute, ki so odločile zmagovalca. Z odlično igro je vinarjem uspelo doseči delni izid 5-0 in prevzeti vodstvo 6 goli prednosti 24-18. Krki ni pomagala niti odlična predstava bivšega igralca Jeruzalema Nika Čirovića, ki je dosegel 10 zadetkov, kar 8 v drugem polčasu. Obramba Jeruzalema je ostala na solidnem nivoju, Rampel je ostal na nivoju iz prvega polčasa ter tekmo zaključil pri lepih 12 obrambah. V 57. minuti je prednost Ormoža še vedno znašala visokih +7, 30-23 in sledila je dokaj mirna končnica. Pri domačih 11 obramb Stanojlovića, 10 zadetkov Čirovića, po 5krat sta mreže Jeruzalema zadela Vojislav Vukić in Marko Nikolić. Pri Prlekih je Ramfl zbral 12 obramb, po 6krat so zadeli Jure Lukman, Filip Jerenec in Tadej Sok. Aljoš Munda je pri zmagovalci dodal 5 zadetkov. Krka Novo mesto, Jeruzalem Ormož 27-31, polčas 13-15. Krka je s tem porazom zamudila izjemno priložnost, da bi na lestvici prehitela Gorenje Velenje in se v eno od polfinalnih skupin nesla 4 točke. Na drugi strani so Jeruzalemčki za zmago na lestvici prehiteli Sviš iz Ivančne Gorice in bodo ukrenili v Ligo za obstanek z maksimalnimi 6 točkami. Prleki prvenstvo nadaljuje v soboto 22. marca ob 19. uri, ko na Hrdek prihaja Koper. Slednji iz kroga v krog igra bolje in bo zagotovo mešal štrene v boju za obstanek v ligi. Za zmago bi si Jeruzalem na stežaj odprl vrata k obstanku v elitni ligi. V drugem krogu Lige za obstanek Prleke v soboto 29. marca ob 19. uri čaka še ena domača tekma. V Ormož prihaja Sviš iz Ivančne Gorice. Malo kdaj se zgodi takšna tekma, kot se je zgodila v 19. krogu prve B državne rokometne lige pri Veliki nedelji. Domači Bikci so proti Izoli v prvem polčasu že vodili za 7, v drugem polčasu za 6 zadetkov. Visoko prednost so zapravili v zadnjih 10 minutah, ko so delali napake za napako in gostom iz Primorske podarili točko. Pri Veliki nedelji smo še enkrat več spremljali zanimivo rokometno predstavo, ki je ponudila številne preobrate. Že v preteklosti so bile tekme Bikcev in Ribarjev zelo zanimive in dramatične. Tudi tokrat pred okrog 200 gledalci ni bilo nič drugače. Domačini so od samega začetka tekme krenili odločno v želji po novi zmagi. Z odlično igro v obrambi, ob razpoloženem vratarju Mateju Bezjaku in hitri igri v napadu so iz minute v minuto višali svojo prednost.
Ta je v 27. minuti že znašala +7, 14:7. Pri tej prednosti sta Matevž Žunič in Luka Potočnjak imela dve izjemni priložnosti za povišanje prednosti na +8 ali celo +9. Sledila je serija 3:1 Izole in odhod na odmor s 5 goli prednosti Velike nedelje, 15:10. V drugi polčas so gostitelji krenili z golom kapetana Žuniča za vodstvo 16:10. Nato pa znova popustili in dovolili Primorcem, da se približajo le na 3 gole zaostanka, 17:14. Ob tem so Ribari imeli celo priložnost, da še znižajo zaostanek. Sledile so napake Izolanov, kar je izkoristila domača zasedba, ki je znova v 40 minuti povedla za lepih 6 zadetkov prednosti, 20:14. V 53 minuti je prednost Velike nedelje še vedno znašala +6, 25:19 in vse je kazalo na lahko zmago Bigcev. Ko misliš, da si v rokometu že vse doživel, znova doživiš nekaj novega, nekaj neverjetnega. Nekaj, kar ti ne da spati vsaj še 3 dni po tekmi. Sama sreča, da je pred nami teden dni premora, kjer bomo poskušali to katastrofalno končnico iz naše strani pozabiti. In si izbistriti glave za nadaljevanje sezone, kjer bomo iskali točke za obstanek v ligi, je v odločilnih trenutkih tekme povedal trener Velike nedelje Uroš Krstič. In resnično moraš biti umetnik, da zapraviš dobljeno tekmo. 11 napak rokometašev Velike nedelje v zadnjih 10 minutah in to kakšnih napak. 2 zgrešeni 7-metrovki, 4 zapravljeni zicerji iz črte 6 metrov, 3 tehnične napake, vratnica, nepotrebna izključitev in še bi lahko naštevali. Neverjetno. Malo kdaj doživiš takšno tekmo, ko v 10 minutah podreš vse, kar si gradil skoraj celo tekmo. Škoda. Malo številčna, a maksimalno borbena domača ekipa ob izjemni podpori Murv si je tokrat zaslužila zmago. A to je šport. Vratarski par Velike nedelje, Matej Bezjak, Žan Firšeruga, je zbral 9 obramb. Eno več sta zbrala vratarja Izole. Že v tem primeru se lepo vidi, kaj lahko pomeni ena obramba več, en zadetek več, ena tehnična napaka manj. Žunič je dosegel 11, Blaž Majhen, ki je odigral še eno odlično tekmo, je dodal 4 zadetke. Pri gostih so Tomaž Stančič, Tilen Prezelj in Stefan Atanasov dosegli po 5 zadetkov. Velika nedelja Izola 25:25, polčas 15:10. Ob tej priložnosti še pohvala za opravljeno delo sodniškemu paru Uroš Nachtigal, Vili Knez. Malo kdaj se zgodi, da obe klopi nista niti blizu rumenega kartona, kar pomeni, da je strani sodnikov delo bilo odlično opravljeno. Naslednja tekma Bigce čaka v soboto 22. marca v Črnomlju. Samo poslovim naj se še in vas v našo družbo povabim tudi prihodnji teden ob isti uri, na istem programu. Sicer pa ne prezrite tudi vsega ostalega sporeda, ki ga prinaša kabelska televizija Ormož. Vsak dan namreč pripravimo kaj novega. Prijetne marčevske dni vam želimo in srečno!